Pozdravljeni, dragi otroci! Vesela sem, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Naslov današnje pravljice je Veveričji prepir. Zanimiv naslov, kaj ne? Res me zanima, čemu sta se veverička prepirala. Najbolje, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Veveričji prepir. V temnem goščavju je vedno hladno. Mah zeleni še poleti, ko ptice pojo. Zdaj tu je jesen in nebo nežno rdi in sleherno bitje si spanja želi. Živahni Ciril pa je čisto drugačen. Vedno je buden, zabaven in lačen. Gozdne živali se niso igrale, ampak za zimo so hrano nabrale. Polna so dupla, brlogi in rovi, v sleherni skrambi dišijo plodovi. Ciril se požvižga, uživa vsak dan, pleše in skače ves razigran. Omare so prazne, ničesar več ni, trebuh mu kruli, le kaj naj stori? Ne, stoj! Kaj je to? Na borovi veji, tako se mu zdi, storž osameli se mu smeji. Zavriska od sreče, podjeten, odločen, storž je poln jedrc, slasten in sočen. A žal je tu še nekdo. Tamle na boru vztrajni Metod v tistem trenutku zagledal je plod. V njegovi omari se je vsega nabralo. Kljub temu si misli, je en storž premalo. Ta storžek bo moj, se zasmeji in jedrca sladka pojesti želi. Oba sta se hkrati po deblu pognala. To je zdaj tekma, ni igra, ni šala. Hitro sta plezala mimo pregrad, kdor prej bo pri storžu, dobil bo zaklad. Ker sta hitela, je veja drhtela, njuna poslastica je odletela. Ciril in Metod sta drvela za njo, z ramo ob rami, le kdo zmagal bo. Imam ga, je kričal živahni Ciril. Imam ga, je ponovil vztrajni Metod. Prehiter sem zate, pozabi ti trud. Lačen sem, se je zadrl Ciril. Metod pa, meni pripada, ne boš ga dobil. Storž se odbijal je od skal in od tal, ter na medvedovem smrčku pristal. Smrčka skotalil je spet se na tla, na robu previsa obstojita oba. Se zibal in tresel, nagibal in pljusk. Ciril in Metod sta skočila za njim. Še vedno tekmujeta, nista spoznala, da bi prijateljsko si pomagala. Ciril in Metod divje plavala sta, tedaj pa ujeda spusti se z neba. Kakor bi trenil, se tekma konča, preslastnega storža bosta oba. Vrni ga, najin je, sta zacvilila. Bila sta pohlepna in figo dobila. Na majcenih čolnih sta tiho veslala. Pred njima naenkrat pojavi se slap. Naju bo kap! Ciril in Metod v globel sta letela, nesreča pohlepneža je dohitela. Če bi si storžek lepo razdelila, ne bi se zdaj za življenje borila. Borita se z reko, ki nosi vstran. Ciril zgrabi vejo, a tok je močan. Zagrabi Metoda, ga trdno drži, povleče na breg, komaj živ obleži. Razmišljala sta in strmela v nebo. Metod je pogledal Cirile v oči, odprla sta usta, se smejala. Hi, hi, hi. Bila sva neumna, sta rekla oba. Ne hrana, prijateljstvo nekaj velja. Odslej bova složno delila stvari, tako na tem svetu se lažje živi. Bila sta prijatelja. Kar sta dobila, sta tudi drugim takoj ponudila. Ciril in Metod na svojih poteh
najraje imata prijateljev smeh. O, ti požrešna veverička! In kako sta bila vztrajna? Nikakor nista želela odnehati pri tekmi za zadnji okusen storž v gozdu. A na koncu jima ta storž ni bil usojen, sta pa prišla do odličnega spoznanja ter do novih prijateljskih vezi. In kot pri drugih pravljicah je ravno trdno, a iskreno prijateljstvo temelj za srečno življenje. V mojem knjižnem kotičku pa poiščete še kakšno pravljico o vevericah. Zagotovo jo boste našli. Lepo se imejte, otroci, in se kmalu spet vidimo. Čau, čau!